Imenitno knjigo ste spet napisali gospod Turk, pa bom takole vprašala za začetek. Zdaj, učili smo se v vsem šolskem sistemu do fakultete, tisti, ki smo družboslovno izobrazbo nekako pridobivali v našem prostoru balkanskem, bom rekla, so nam vcepljali, kako središčno, osrednjo pomembno vlogo je imela Osvobodilna fronta. Vi to spodmikate, negirate in pravite, da je to največje zlo, ki se je lahko zgodilo, če sem zelo groba v tem svojem vprašanju, zakaj je pravzaprav to tako hudo? Ja, seveda, odgovor je jasen. Zdaj, če ste že omenili največje zlo, jaz večjega zla, se pravi od turških vpadov, pa prosim jaz podpisani oziroma tukaj navzoči nimam s tem imenom nič, čeprav imam tak priimek, ne. Ga ni v slovenski zgodovini preprosto zato, ker so največ Slovencev niso pobili okupatorji, ampak so jih pobili tako imenovani partizani oziroma pač komunistična partija, ki je prevzela, bi rekel, pobudo nad tem gibanjem, ki je imelo sicer zelo plemenit cilj in jaz ga v celoti ne morem drugače kot podpreti, ampak to gibanje je bilo pač prav s strani partije oziroma s strani tako imenovane Osvobodilne fronte zlorabljeno za največji bratomorni obračun Slovencev v njihovi zgodovini, a ne, in to je nekaj, kar se pravi, mi imamo 600 grobišč, a ne, se pravi, imamo 15 000 do 20 000, bi rekel, to je cela generacija, a ne, fantov, ki so leta 45 maja izginili, a ne, da ne govorimo o vsem, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno, in potem je tu še ta val, bi rekel, ekonomske oziroma, dajmo temu reči, politične migracije, a ne, ki je iz slovenskega narodnega telesa odnesel tam 205 do 250 tisoč ljudi, ki so nepovratno izgubljeni, a ne. In mogoče en zadnji otok je še v Argentini, ampak drugače je pač to, a ne. Zdaj, seveda, Osvobodilna fronta, jaz sem se pač vprašal, a ne, ko je Robert Golob leta enega mračnega oziroma zimskega meglenega dne v letu 2021, mislim 16. december, je prišel na sceno in rekel: "Jaz, v deželi je fašizem, a ne, in jaz vas bom osvobodil," in ustanovil je tako imenovano Gibanje Svoboda. Jaz sem mislil, da iz tega seveda ne bo nič, ker sem mislil, da so ljudje prepametni, da bi se pustili, bi rekel, navleči takim fintam, ne, ampak potem je bilo 400 tisoč glasov in potem sem šel jaz po sledi tega in sem rekel: "Pa to mora biti v ljudeh nekaj oziroma v večinskem volilnem telesu mora biti nekaj takega, da se ljudje na to sprožijo, ne." In potem sem šel pogledat, a ne, in kdaj se je to v slovenski zgodovini že zgodilo, in sem ugotovil, da se je to zgodilo tako imenovanega 26. aprila, ne, je bil tako imenovani dogodek, kjer se je pač par prevratnikov zbralo, a ne, in če se je zbralo, kot sledi iz, bi rekel, naslednjega iz nadaljevanja, ne, in ustanovilo tako imenovano Osvobodilno fronto, a ne. In ti ljudje so rekli: "Poglejte, v deželi je fašizem, mi vas bomo osvobodili." Isto, kar je rekel Robert Golob. S tem, da so dobili potem deželo oziroma državo v popolno last in oblast in so potem počeli to, kar sem na začetku že omenil, da ne govorim o tem, da za Slovenijo je bila prva in druga Jugoslavija, sta bili absolutna stagnacija. V prvi Jugoslaviji smo ostali brez tretjine narodnostnega ozemlja, v drugi Jugoslaviji smo pač absolutno stagnirali, a ne. Mi smo končali drugo Jugoslavijo z bruto družbenim proizvodom, ki je bil manj kot tretjina avstrijskega, a ne. Začeli smo jo pa tako rekoč ob tem, da je bila Ljubljanska pokrajina industrijsko bolj razvita recimo od južne Avstrije, od Koroške, ne. Ko smo pa končali to Jugoslavijo, ne. Imeli smo to srečo, da smo imeli, bi rekel, najboljše vodstvo ob prelomu časov, a ne, ki nam je zagotovilo državo brez velikih žrtev, ne. Hrvati so imeli velike žrtve, Bosanci oziroma Bošnjaki, se pravi oziroma to so zdaj Bošnjaki, Hrvati in Srbi, ki tvorijo, bi rekel, BiH entiteto, so imeli pa ogromne žrtve, ne. In zdaj seveda, to je pač ta Osvobodilna fronta ena sama velika laž, a ne. In kako jaz to vem, a ne, najboljše pričevanje v tej zvezi Miha Marinka. Miha Marinko je bil eden od ustanoviteljev te Osvobodilne fronte, a ne, in on je bil tudi eden najpomembnejših partijskih funkcionarjev v Jugoslaviji, a ne, in on je bil tudi, bi rekel,
On je leta 71 napisal neke spomine, a ne. Jaz sem do tega prišel, ta knjiga se bere moja tudi kot detektivka, a ne. Jaz sem do tega prišel pač, ko sem študiral, Borisa Pahorja, a ne. Boris Pahor je objavljal v reviji, je bil urednik revije Zaliv, to je bila disidentska revija, ki je izhajala v Trstu, in v njej je objavljal France Miklavčič, ki je bil tudi partizan in član Osvobodilne fronte, a ne. Itak v moji knjigi so popisane zgodbe v bistvu partizanov, a ne, ki jih je tako imenovana povojna oblast, pa ki so bili od samega začetka tam, a ne, ki jih je tako povojna oblast zaprla, a ne, ali jih pač življenjsko popolnoma onemogočila. Konkretno popisujem zgodbo Franceta Miklavčiča, Viktorja Blažiča, Borisa Pahorja, Edvarda Kocbeka in tako, a ne. In, Miha Marinko pravi v knjigi, navaja in potem, ja, ta France Miklavčič je pisal pod psevdonimom, mislim, da je bil Jože Gradišar v Zaliv, in to se še danes nahaja, bi rekel, se pravi, na, tajnih oddelkih NUK-a, Narodnoizvedne knjižnice, to je tako imenovan D-fond, a ne, ki je bilo včasih, disidentska literatura, ne, se pravi, vse tisto, kar je Udba pač brala in to, kar je izhajalo in bilo kritično do režima, a ne, in tam je tudi, bi rekel, sem našel Jožeta Gradišarja, ki je France Miklavčič, kakšen pogum v 70. letih, in on pravi, da je Miha Marinko sam v svojih spominih objavil, da Osvobodilne fronte sploh niso ustanovili oziroma da je to vse skupaj larifari. Sem rekel, pa saj to ne more biti res, a ne. No, in ne bodi galen, jaz pogledam, če je ta knjiga izšla, je izšla. Pogledam, kje se jo dobi, v Slovanski knjižnici. Grem v Slovansko knjižnico nemudoma, pravim, poslušajte, jaz bi rad pa od Miha Marinka spomine, so rekli, ja, počakajte malo, in so mi dostavili od Miha Marinka spomine. Prvo, kar sem vprašal, ker zdaj vsaka knjiga, veste, se vodi evidenca, kolikokrat je bila sposojena, ne, sem vprašal, je bila ta knjiga že kdaj sposojena, so rekli, pogledali, so rekli, ne, gospod, ta knjiga še ni bila sposojena. Pol sem vedel, da sem lahko na pragu velikega odkritja. No, in to veliko odkritje sem potem našel, in sicer se glasi takole, a ne. Miha Marinko v svojih spominih iz leta 71 pravi, torej zdaj tole: "Potovanja s Tonetom Tomšičem se spominjam zato, ker mi je služilo po vojni za dokaz, da 27. april ni točen datum ustanovitve OF. Potovala sva v Zagreb konec aprila, med drugim tudi z namenom, da dava Kardelju in Titu potrditi besedilo proglasa za protiimperialistično fronto in dobiva od njiju morebitne pripombe. Besedilo proglasa smo napisali pri Luki Leskovšu, ki je bil takrat sekretar Centralnega komiteja Slovenija. Ob pisanju se je pokazalo, da se Luka, Kidrič, Tone in jaz v podrobnostih ne strinjamo. O njih naj bi odločil Kardelj v Zagrebu." Torej, potem pa na koncu, z manjšimi popravki, so tekst spet prepisali z nevidno pisavo in s tem sva se vrnila v Ljubljano, toda šele po 1. maju, ker so tovariši v Zagrebu menili, da ni dobro zaradi poostrene kontrole potovati na dan 1. maja. Zato sem tudi dvomil, da je 27. april dan ustanovitve OF. Evo, to Miha Marinka, in iz tega izvemo naslednje. Pač, da Miha Marinko kot ustanovitelj OF dvomi, da je bila sploh ta Osvobodilna fronta 27. aprila ustanovljena, prvič. Drugič, izvemo, da sploh niso bili enotni v tem, kaj naj bi sploh ustanavljali in kaj naj bi to bilo, ker Miha Marinko pravi, da so ustanovili ali pa naj bi ustanovili tako imenovano protiimperialistično fronto. No, in zakaj sta bila pa Miha Marinko skupaj s tovariši in to, zakaj so bili v Zagrebu? Zato, ker se Tito ni strinjal z Osvobodilno fronto, preprosto zato, ker tega nikjer v Jugoslaviji ni bilo pa zato, ker so imeli komunisti bistveno premalo članov, da bi lahko imeli neko javno delovanje, in so se potem poskušali, bi rekel, tako kot delajo skozi, a ne, poskušali, bi rekel, prikriti skozi tako imenovano transmisijo, skozi tako imenovano ustanovitev Osvobodilne fronte, ker vi vidite sami, da ni bila ustanovljena ne osvobodilna, ker je bila protiimperialistična, in ne fronta, kot pravi že Žiga Turk v svoji knjigi o praznikih, čudovita knjiga, a ne, kakšna fronta, ne, fronta so tisoči, 10 tisoči ljudi, recimo, fronto ima fronto upokojencev, bi lahko rekel, ima Pavle Rupar, ki pripelje pred parlament vsak mesec pripelje pred parlament nekaj 10 tisoč ljudi ali pa v najslabših pogojih 10 tisoč ljudi. To je fronta. To je bilo pa par mandeljcev, a ne, in ki niso imeli ne programa, ki so ustanovili, če so že kaj ustanovili, protiimperialistično fronto, recimo, jaz do leta 90 sploh nisem vedel, ker jaz sem gor zrastel in kot otrok in mi smo proslavljali 27. aprila dan Osvobodilne fronte, upora proti okupatorju, a ne.
Zdaj pa še nekaj, ne, potem naslednji odstavek je treba še prebrati od Miha Marinka, ne, ki bo pač povedal vse. V tednih po objavi proglasa protiimperialistične fronte je sledila zelo živahna politična in organizacijska dejavnost in snovanje odborov OF, katere pobudniki so bili komunisti. Vidite to, ne? O spontanosti Osvobodilne fronte. Proglas sicer še ni pozival na oborožen odpor, pazite to, proglas sicer še ni pozival na oborožen odpor in ime protiimperialistična fronta je bilo spremenjeno v OF. Okoliščine še niso dovoljevale, da bi pozivali na oborožen odpor. Najprej je bilo potrebno ljudi politično mobilizirati in organizirati množice v odborih OF. Tedaj je bilo treba čim prej izkoristiti razkroj in demoralizacijo v bivših meščanskih strankah, katere vrhovi so bili krivi, da je stara Jugoslavija tako klavrno končala. Miha Marinko, leta 71. Ne? In kaj se iz tega naučimo? Iz tega se naučimo dvoje. Da niso imeli nobene potrebe po odporu. Zakaj ne? Zato, ker je bila komunistična partija tedaj na strani fašistov in nacistov, ker je bila povezana s paktom Hitler-Stalin, a ne? In oni so v tako imenovani protiimperialistični fronti nastopali ne zoper okupatorja, ampak zoper anglo-ameriške zaveznike, ki so se edini borili proti Hitlerju, ne, in tudi proti Stalinu v tistem času. Kajti moramo vedeti, da prva tretjina druge svetovne vojne in druga svetovna vojna se je začela zaradi pakta Hitler-Stalin, s katerim sta se razdelila poljstvo. Ne? In drugo, kar pa vidimo tukaj, tisto je pa najhujša dediščina Osvobodilne fronte, je pa to, da so jih začeli, da so ves bes uperili v tako imenovane vrhove meščanskih strank, ki seveda niso bili v ničemer krivi, da je Jugoslavija vojaško propadla, ker tudi niso bili vrhovi meščanskih strank krivi, da je Francija vojaško propadla, da je Belgija vojaško propadla, da je Poljska vojaško propadla, da je Grčija vojaško propadla, zato ker je bil pač nacistično-stalinističen škorenj, ta aliansa je bila premočna vojaško, se ni dal tega zdržati. Ne? In tu je pa zdaj najhujše, kar jaz imenujem 4 jezdeci apokalipse, ki jih prinese ta tako imenovana Osvobodilna fronta, ki ni bila ne osvobodilna, ne fronta, ne ustanovljena, ne nič, ne, v slovenski narod. Ne. To je pa, kar oni naredijo, je pa ustvarijo notranjega sovražnika. Ne. Oni začnejo že na samem začetku s pobijanjem vseh, ki jih določijo kot notranje sovražnike. Slovenski narod v svoji zgodovini nikoli ni poznal notranjih sovražnikov. Do 26. oziroma 27. aprila, če tako rečemo, 41. Zakaj ni poznal nobenih notranjih sovražnikov? Zato, ker je poznal samo zunanje sovražnike. Turke, pa prosim, jaz nimam s tem nič, ne. Nemce, ne, Nemci so bili zelo močen, bi rekel, zunanji sovražnik slovenstva, sploh v 19. stoletju, ne, ko so recimo mladoslovenci, staroslovenci, čitalniško gibanje in to, Italijane, Vlahe, Rome, Cigane, recimo, ne, imate ogromno v teh ljudskih pripovedkah, a ne, potem recimo mogoče celo Jude, ne vem, ampak notranji sovražnik ni obstajal. Vi v slovenski zgodovini notranjega sovražnika nimate do 26. oziroma 27. ali pa teh dni nekako, ker so oni potem vse to predelali, a ne. Ne, in ta notranji sovražnik je še danes, a ne, ker poglejte, ne, prej notranji sovražnik je bil Janša oziroma vlada njegova, potem je bilo nekaj časa mir, a ne, zdaj pod Golobom je notranji sovražnik, bi rekel, so zdravniki, a ne, so obrtniki, a ne, ki jih je treba naterati z bajonetom v morje, recimo notranji sovražnik zdajle vam govori po televiziji, ta je izredno nevaren in hud, a ne, imenuje se pa brez titlov Boštjan Marko Turk, a ne, in tako naprej, a ne. Notranji sovražnik je vsak, ki ne razmišlja tako, kot oni hočejo, da se razmišlja, oni hočejo pa, da se razmišlja, in tule pridemo zdaj do bistvene zadeve, tako, da je njim dobro. Ves ta cirkus okrog Osvobodilne fronte je imel namreč en sam namen, da ti ljudje pridejo na oblast. To je edino, kar jih je zanimalo. In že recimo, jaz sem tudi v knjigi imam citiram, a ne, partizanska vojska, že od samih začetkov partizanska vojska ima ločen standard, so barake za vodstvo, vodstvo kuhajo posebni kuharji, vodstvo ima posebno hrano, vodstvo je večinoma tudi ločeno od navadnih borcev, navadni borci pa ležijo na tleh, ležijo, spijo v zemljankah, imajo uši, garje, stenice, vse, kar hočete, so mokri, ženske, ogromno žensk, partizanskih bork, potem postane, bi rekel, ne more imeti otrok, a ne, ker dobijo tuberkulozo oziroma
dobijo revmo in tako naprej, a ne. To se živijo v najbolj to, pa tega si nisem jaz izmislil, to citiram v knjigi, ne. In potem seveda pride v knjigo pride, bi rekel, dragi gost te knjige, ki je Milovan Džilas in njegova svetovno znana knjiga, Novi razred, ne. In prav ta Osvobodilna fronta, ustanovitev tega partijskega gibanja, te partijske transmisije, pomeni rojstvo novega razreda. Kaj je novi razred? Zelo enostavno. Novi razred so tako imenovani gospodje tovariši. To je to, če greste vi v Dražgoše januarja, pa gledate in se čudite, pa se vprašate, česa je več? Rdečih zvezd ali črnih Mercedesov, ne? In to je tako imenovan novi razred, a ne. To je tako imenovana partijska buržoazija, kar poglejte. Kar poglejte jih, recimo začnimo pri Nataši Pirc Musar, pri predsednici. Ona je polna, ona je stalno v Dražgošah, ona je absolutno za borce, ona je ne vem kaj, a ne. Ampak poglejte, ona se vozi z Maseratijem in imajo Rolls-Royca, ne. Rolls-Royca, pa ne kakršnegakoli Rolls-Royca, ampak Rolls-Royca od princese iz britanskega dvora Aleksandre in tako naprej. Jankovića, jaz kadarkoli ga vidim v Ljubljani, ga vidim v A8 s posebno registrsko tablico, pa mislim, da je to podaljšana limuzina. Skratka, Golob, Urška Klakočar Zupančič, ti se ne usedejo v nobeno limuzino, ki stane manj kot 100.000 evrov, a ne. In tako naprej. In ti ljudje so vsi za partizanstvo, to so vsi, tako kot jaz imenujem to po Miranu Veletiču, profit partizani. Oni bi bili tudi recimo če bi bil na oblasti kardinal Rode, ki bi pozval slovenstvo k očiščenju in tako naprej s svojim globokim glasom, ne, bi pa to počela, ne, bi se šli pa klerikalizem, a ne. Kajti ena sama zadeva je, ki je bistvena, in ta bistvena zadeva se imenuje oblast. To je edino, kar jih zanima. Ne, to tako je, a ne. Recimo potem v veliko vlogo potem namenjam osamosvojitvi v knjigi, a ne. Ta knjiga je izredno pozitivna do osamosvojitve, osamosvojitev ocenjuje kot ključen dogodek slovenske zgodovine in navajam vse te laži, dobesedne laži, a ne, s katerimi nas zdaj pitajo, a ne. Se pravi, da so bili tako imenovani Kučan je bil kot šef Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, a ne, je bil šef tako imenovanega novega razreda partijske buržoazije, a ne. On je ustanovil tudi Forum 21, tam so bili najbogatejši Slovenci, ne, pa hkrati so bili vsi za delavski razred, pa poglejte samo recimo to ministrico za kulturo. Vedno je oblečena tako, kot da bi jo vzeli iz ene, bi rekel, se pravi, kako se to imenuje, iz izložbe ene vrhunskih, bi rekel, trgovin s tekstilom, ne. Ja, iz butika, ne. Ampak ona bo vedno za delavske pravice, za delavce, mi smo samo za delavce, ne, ampak vsi ti ljudje, pa za migrante, ne, vsi ti ljudje, a ne, to je ta novi razred, a ne. Vsi ti ljudje, sem videl, vsi imajo stanovanja, vodstvo Slovenije, vodstvo, bi rekel, se pravi, te stranke, a ne, vsi imajo stanovanja v Ljubljani, v centru Ljubljane, en ima celo dva, ne. Ne, in to je vse za dobrobit delavskega razreda, a ne. Janez Kocijančič, šef partije, in potem, bi rekel, mogočnik slovenske tranzicije, a ne, on se je vedno vozil v beemveju že v 80. letih. Živel je kjer je bilo včasih najdražji kvadratni meter v vili Podrožnikov, a ne, ki je včasih najdražji kvadratni meter v državi. To je tako imenovana naselje, tako imenovan Banditendorf oziroma partizanska vas, a ne, kjer so vsi ti tako imenovani gospodje tovariši, a ne, noter naseljeni, ne, in uživajo luksuz, ne, za to jim pa gre. Pa poglejte Goloba. Goloba so stalno polna usta besed o solidarnosti, pa o pomoči, pa ne vem, kje zdaj. S private jetom, kot se to reče, je letel v Dallas in se zabaval s svojo, bi rekel, novo prijateljico, a ne, in to na naše stroške. To se tako dela, to je ta patent. In to je Džilas videl, a ne, in to je popisal, ne, in Milovan Džilas, recimo starejša generacija se ga spomni, a ne, ker je bil v tistem času na zahodu pač kultna ikona. Bil je na zahodu bolj znan kot Tito. Predvsem pa je imel veliko več ugleda, a ne. In potem kako to deluje, a ne, vse oblast, potem pišem, kako se oblast, to je neverjetno, kar je neverjetno, kako je ta oblast, ki je izšla iz Osvobodilne fronte, pa dejansko iz partije, a ne, kako je ta oblast občutljiva za materialne privilegije, a ne, ker samo za to jim gre. Poglejte NVO-je, spet vam bojo razlagali NVO-je, mi smo za migrante, pa dobro, če ste za migrante, pa leva politika je za migrante, prav, ampak prosim, potem naj pa migrante opremijo, jaz nisem za transport ljudi kot živine čez mejo, pa da spijo po gozdovih, pa potem, da grejo potem delat suženjska dela na kanalizacijo v Nemčijo. Jaz se s tem ne strinjam. Tudi zaradi tega se ne strinjam, ker to siromaši in to noben od teh tako imenovanih človekoljubov, Tanja Fajon
tiste, ki se je dala prikleniti zraven migranta in to ne bo pomislil, da se s tem Afrika siromaši, s tem se Afriki žagajo korenine, ker najboljše, kar gre iz Afrike, gre v Evropo. V Afriki ostanejo najslabši, žene in otroci, ki so nemočni. Ne? In Afrika nazaduje s tem. Ti ljudje pa pridejo sem, kolikor ne Iz potonejo v najvišjih Mediteran. slojev na najnižji nivo, ne, v družbi, pravzaprav. Ja, ampak s tem mi režemo korenine, s tem ti človekoljubi režejo korenine Afrike in generirajo nove nepremostljive probleme. Ne? Hočem reči, ne, zato ker, zakaj je migrantski val človekoljube, vi mislite? Ma ne, zato ker je Angela Merkel ugotovila, da se Nemcem pač enostavno več ne da ukvarjati s kanalizacijskimi deli, pa z gradbeništvom, pa z cestno infrastrukturo. Noben Nemc danes star 20 let ne bo šel, bi rekel, delati v kanalizacijo ali pa betonirati nebotičnika ali pa asfaltirati avtoceste avgusta meseca. Ga ni. In potem so to zavili v človekoljubje, a ne. In potem pa, če so pa taki človekoljubi, pa naj prosim Ursula von der Leyen, Angela Merkel, predvsem pa naši Tanja Fajon, Levica, vso vodstvo Levice, Sukičeva, zdaj, ker nimajo priložnosti, da bodo nastopali v Bruslju, naj prosim dajo GPS koordinate na mejo, naj policija razdeli, poglejte, naložite si ta program na Google Map, Google Search, in vas bo pripeljal k meni domov. K Milanu Kučanu domov, v Murgle domov, k meni domov. Milan Kučan ima sijajen vrt, ima štefko, poleti so lahko na vrtu, pozimi jim bo pa štefka čaje kuhala. To je človek, ne, pa se ne hecam. Se razumem, popolnoma razumem. Pa Tanja Fajon tudi nekje stanuje, ne. Pa naj ona da, bi rekel, naj da GPS koordinato, prosim, ta vas pripelje k meni domov, jaz vas sprejmem. Vi ste moja odgovornost od tod naprej, ne. To je človekoljubje, ne. Hočem reči, to moja knjiga popisuje, ne, bi rekel, ta blef, ta ogromen blef, katerega namen je pa samo oblast pa denar, tako kot NVO-ji, si delijo desetine milijonov evrov iz našega denarja, zato da so človekoljubi, zato da so za LGBT, LGBT problem. Jaz se absolutno spoštujem vsakega homoseksualca in nosilko lezbične ljubezni, kot se reče, pa prosim, ker jaz ne teroriziram vas s tem, kaj počnem v spalnici, prosim, vi mene ne terorizirajte s tem, kaj vi počnete v spalnici. Pa saj večina homoseksualcev in to se jim gabijo parade ponosa. Parade ponosa se najprej gabijo, bi rekel, homoseksualcem, zato ker jih diskvalificirajo. To vse v knjigi popisujem, ta dvoličnost, veste, ta dvoličnost, vse te, bi rekel, politične klase, ki je izšla iz tako imenovanih družbeno-političnih organizacij, in ki je še zdaj tukaj in tukaj samo zato, da dobiva svoj denar. Poglejte zdaj Ireno Jovevo. 5 let je, jaz nisem nikjer slišal, da bi rekla karkoli dobrega za Slovenijo v Bruslju. Samo sledimo, kaj bo naslednjih 5 let. Me zanimajo njene intervence v prid Slovenije in državljanov, ki so jo izvolili. Me zanimajo, koliko jih bo. Dajva se vrniti, tole vas še hočem vprašati, povezano z Osvobodilno fronto. Recimo Tone Pfeiffer, pa potem Edvard Kozbek. To so bili ljudje, ki so resno mislili, ki so verjeli v idejo, da je pač treba svet spremeniti na boljše, ne. In množica ljudi danes je tudi taka, ki ne verjame v nove obraze, ampak ki vendarle misli, da še nismo izgubili vsega razuma. Pa so te ideje vedno pokončane. Zakaj? Pa mislim, zato, ker Slovence je, zakaj pa tega ni nikjer, recimo na Hrvaškem, zakaj pa tega ni v Srbiji? Zato, ker jaz to popisujem v zadnjem delu knjige, ko analiziram slovenski narodni značaj, to mogoče se mi zdi najbolj intrigantno branje, ker tega, mislim, ničesar v knjigi, recimo profesor doktor Anton Velušček je predstojnik oddelka za arheologijo ZRC SAZU, je v tej knjigi dejal, da je to temeljno delo, recimo, če nekdo to reče. Potem imam tudi 6 recenzentov, to je v bistvu znanstvena monografija, ki sta Edvard Kadič pa Vasko Simoniti, sta vsak dala svoje zelo, bi rekel, prestižni mnenji o knjigi, ki je tudi dostopna na spletni strani in tako, Ja, zato, ker je Slovenec naiven, saj to je vedeževalec Blaž, Čang Šlang Čaj, mister Džirlo, zdravilci, saj se še Drnovšek zdravil pri zdravilcu.
Zato, ker je Slovenec nepopravljivo naiven iz svoje zgodovinske izkušnje, zato, ker nikoli ni bil na oblasti, on nikoli ni uveljavil moči in je seveda španske nadaljevanke, vse to novi obrazi in ljudje in seveda potem imate vi prevarante, a ne. Tako kot recimo, mislim, zdaj da me ne bo kdo tožil, ne bom rekel, ampak ena takih klasičnih prevar je Osvobodilna fronta. Njim ni šlo za osvoboditev slovenskega naroda. Recimo knjiga popisuje, imate noter, a ne, njim ni šlo, kot so razglasili v prvi točki, da bojo naredili celovito slovenskega etničnega ozemlja. Ta se ni uresničila, ampak ni se uresničila prav zaradi njih. Ne, jaz pa v knjigi sem našel dokumente, ki nesporno govorijo o tem, zakaj smo izgubili Trst in Gorico in Koroško. Zgolj zaradi tako imenovanih komunističnih oblasti, ki so svoj pohod v Sloveniji začele z Osvobodilno fronto. To je vse, zato ker je Molotov prodal, ker pač Angloameričani absolutno niso želeli, dokazujem, z dokumenti iz ameriškega kongresa. Angloameričani absolutno niso želeli Tita in partije v Trstu, ki bi širili komunizem bi rekel, Italiji, a ne. Naši edini zavezniki so bili tedaj naši, moji ne, mojega deda tudi ne, pa mojih staršev tudi ne, pač so bili Sovjeti, Molotov, a ne. In naši so računali na Molotova, Molotov se je pa z Italijani separatno zmenil, ne, za $100 milijonov tedanjih v zlatu, se pravi, da ni vezano na valutna tveganja, na inflacijo ali na karkoli, vojne odškodnine, so rekli Italijani, če vi zamižite in nehate podpirati Jugoslovane. Točno to so naredili. Pa še to so naredili, da Kardelju, ki je bil šef delegacije, tega sploh niso povedali. Njega so postavili pred izvršeno dejstvo na sami mirovni konferenci. Pazite, ne. Ampak tega ne boste našli v nobeni zgodovinski knjigi, ne. Ampak to so viri Charles Zalar, ki je bil pač eminenten kraljevi diplomat, ga je ameriški kongres najel, da napiše študijo o jugoslovanskem komunizmu, Yugoslav Communism, leta 1961, in on je vse to napisal, in to je ameriški kongres, najvišja institucija na svetu, če hočete, a ne, je to knjigo potem tudi predstavil javnosti in en kongresnik jo je predstavil tudi v kongresu, ne. In tega Charles Zalar, tega imena, ki je Slovenec, a ne, potem šel v Ameriko, tega imena ne boste vi nikjer našli, ne. Jaz sem to našel in spet sem to našel, veste kje, na tajnem oddelku NUK-a. In tega sploh ne moreš dostopati. Jaz sem imel, bi rekel, to srečo, ne morem povedati, kako sem tega prišel, ampak sem prišel, ne. In to je recimo vse v moji knjigi. Bi rekel, vse te zablode, ne, in mislim, če hočeš verjeti, da te bo Golob osvobodil in da ti bo prinesel višji standard, pa verjemi, a ne. Ampak standard pod Golobom, a ne, ki je šel po isti poti kot Osvobodilna fronta, uporabil je isti patent, zato je tudi tako radikalno uspel, je to, da mi živimo tretjino dražje, to knjiga vse popisuje, gospodarstvo, ne, preko Gillasa, kako deluje socialistično gospodarstvo, ne, se pravi, da denar ni vreden nič in da je vedno inflacija, ne. In to, recimo, to vse analiziram v knjigi, a ne, in potem recimo, če bi to knjigo prebrali 200 tisoč ljudi, ki so volili Goloba ali pa ki volijo levo, bi se Slovenija spremenila, sem prepričan. To vam povem popolnoma resno, celo vam rečem to kot, bi rekel, interim dekan, kar sem postal prejšnjo sredo, Evropske akademije znanosti in umetnosti, v bistvu najvišje akademske institucije v Evropi, ki združuje 40 Nobelovcev. Jaz sem dekan enega od razredov. To rečem popolnoma resno s tega naslova. Da bi to knjigo prebrali 200 tisoč ljudi v Sloveniji, bi se Slovenija spremenila. To je v bistvu ni negativna, ampak je neizprostna analiza. Iskrene čestitke za ta pomemben naziv, ki ga boste gotovo upravičili. Dajva še reči besedo dve o naslovnici tele vaše knjige Prebujenje. Prebujenje Franceta Kralja, starejšega brata Toneta Kralja, bolj znanega. Dobra oznaka, bomo rekli, prvi vtis, dober imeniten prvi vtis za vsebino knjige. Ja, lepa vam hvala torej zahvaljujem se najprej svojim kolegom v Evropski akademiji znanosti in umetnosti, potem se pa zahvaljujem dedičem bratov Kralja, ne, ki so mi omogočili, da, se pravi Franceta Kralja, ki so omogočili, da to sliko, oznanjenje reproduciram na naslovnici. Ta slika ima eno zelo globoko povezavo s knjigo, namreč govorim o tem, nasprotje Osvobodilne fronte in novega razreda je slovenska država, ne. Slovenska država je bila rojena kot absolutna
diskontinuiteta za Jugoslavijo, v kateri se je ta osvobodilna fronta pač oblikovala, ne. In Slovenci v svojem nikoli nismo imeli države, ne. Mi smo imeli stoletja, dolga stoletja je bilo središče, se pravi, je bilo upravno središče našega ozemlja, zunaj našega ozemlja. Skozi stoletja je bil to Dunaj, no, potem je bil pa Beograd, a ne. In nikoli nismo imeli države, imeli smo pa misel, imeli smo pa ljudi, ki so pisali, imeli smo ljudi, ki so razmišljali, od Trubarja, Cankarja, Prešerna, Stritarja, Kocbeka, Borisa Pahorja, mislim, cela plejada ljudi, a ne, naposled 57. številka Nove revije, a ne, je dala to, da smo mi Slovenci dobesedno, beseda je meso postala, ne. Oznanjenje, tako to prikazuje, slika Franceta Kralja prikazuje oznanjenje in oznanjenje je to, da angel Gabriel pove Mariji, spočela boš, ne, in najsvetejšo, to, ki bo rojeno, bo sin Najsvetejšega, ne. In je to rojstvo iz besede, a ne. In tako jaz pravim, slovenska država je ob dopolnitvi časov, se pravi leta 91 ob propadu komunizma in Sovjetske zveze in teh velikih imperijev, a ne, bila dobesedno rojena iz besede, 57. številka Nove revije, Jože Pučnik, a ne, disidenti, ne, so dali program državi in je bila beseda in je bila država, je bila dobesedno rojena iz besede in od tod tudi, bi rekel, ta sijajna slika, ne, ki je na naslovnici. Tako bom rekel, ne, da bom prebral tale odstavek, ki to utemeljujem, ne. Ta spomenik je nesnovne narave in je zaradi tega neminljiv. Na njega nemisli nanj ni mogoče ukiniti, ne kako drugače zabrisati. Njegova podoba je na naslovnici pričujoče knjige. Predstavlja jo slika Franceta Kralja. Oznanjenje namreč pomeni rojstvo iz besede. Slovenska država je dobesedno rojena iz nje, kot izpričujemo na toliko in toliko mestih jetnikov svobode. Domača skupnost je lastno politično identiteto gradila in ohranjala skozi črke, najprej pisane, potem tiskane. Prva slovenska besedila v karolinški minuskuli, Trubar, Prešeren, Cankar, Župančič in naposled Edvard Kocbek ter Boris Pahor, če se omejimo na najbolj izstopajoče, so mejniki na poti zorenja državotvorne ideje. Odločilen impulz je prispevala 57. številka Nove revije, v kateri so bili objavljeni prispevki za slovenski nacionalni program. In potem še to pravim, logos je spočel republiko, če uporabimo nekoliko bolj zaneseni jezik. Ako je nekaj rojeno, se tega ne da več udušiti. Beseda je meso postala. Tisto, kar se je naznanilo v brežinskih spomenikih, se je utelesilo v samostojni državi. Ta je postala tudi član najpomembnejših alians na planetu, gospodarske EU, evroobmočje in varnostne NATO. Slovenija je naredila neverjeten korak, če jo primerjamo s tem, kar je bila še dobra 30 letja nazaj, obubožana provinca umirajoče SFRJ, nekje na robu razvitega sveta. Besedi, ki so utelesila v mesu, so stregli po življenju od rojstva naprej. O tem govorijo evangeliji in Slovenija nič drugače. Rojena v vojni je obranila svojo samostojnost. Mnogi so zato žrtvovali največ, kar so imeli, svoje življenje. No, in potem povem, da ta knjiga je posvečena njim. Mislim, da je to prva knjiga, ki je posvečena padlim v boju za samostojno Slovenijo. Tako. Zdaj, preden mi postavite še tako optimistično piko k temule pogovoru, vas vendarle vprašam, prej ste rekli, če bi 200 tisoč tistih Golobovih volivcev prebralo to vašo knjigo, bi popolnoma drugače mislilo in bi jih nekakšno razsvetljenje doseglo. Ampak vendarle me zanima, ali je kakšna reakcija na to vašo knjigo z leve strani političnega pola? Ja, glejte, ena zadeva je, ne, seveda, ne, zdaj, jaz sem prepričan, da mnogo gledalcev te stvari bo slišalo prvič in bo nejevernih, ker preprosto ne bo verjelo, da je nekaj takega res. Ampak jaz, glejte, to je moja, mislim, da zdaj 8. knjiga. Moja prejšnja knjiga Vojna za mir je šla, mislim, imam popisan v 5 jezikih, ne vem, hočem reči, slovensko v Ukrajini je šla, na hrvaškem, v angleški izdaji in francoski izdaji, pa je dobro leto od tega, kar sem jo pri vas predstavil, a ne. Tako. In sem rekel, in potem, se pravi, nekaj recimo znam, a ne, in nekaj vem, in pač, ker sem profesor, vem, kaj so to dejstva, ne, in zato govorim pač tukaj o dejstvih, a ne. In če bi slišali, a ne, ljudje to, če bi recimo, jaz imel dostop do večinskih medijev, pač imam do veliko medijev dostop, ne, saj sploh ni res, me več ljudi pozna, kot bi si jaz sploh želel, da me pozna, ker sem pač gost televizijskih oddaj, a ne, mnogih, a ne, hočem reči. Ampak, glejte,
na levici molčijo, ampak kamorkoli pridem s to knjigo, v Sloveniji, ker imam predstavitve, so dvorane polne. Knjiga kopni ko lanski sneg. So dvorane polne, zato ker ljudje hočejo resnico. Človek je narejen za to, da hoče resnico, In ta knjiga nudi, razlaga, zakaj v Sloveniji gre in kaj narediti, da bi bilo bolje. Sploh pa ni pesimistična, tako kot diagnoza, kot pravi zdravnik, glejte, vi ste super, ampak morate nehati piti ali pa kaditi, potem, ker to vas ogroža, Jaz pravim, Slovenija to, da imamo svojo državo, je super, Mi smo v 30 letih napredovali ničkoliko v vseh smislih. Poglejte, našel sem podatek, ki je v knjigi. Življenjska doba ženske se je v 30 letih samostojne Slovenije podaljšala za neverjetnih 9 let. To so uradne statistike. Tukaj govorimo o jugonostalgiji, govorimo o Jugoslaviji, govorimo o srbskem svetu, vse je speto v analizo tega novega razreda, ki se pojavlja s tako imenovano Osvobodilno fronto, in še danes tukaj, preko Kučana. Recimo, to je analiza vseh Kučanovih laži, Imate vse iz medijev, najdem, citiram, In predvsem tega, Torej, prosim. se opravičujem, torej reakcij razen molka in pritrjevanja pravzaprav takega, bi rekla, v nekem omejenem krogu ni. Glejte, ta knjiga, ne, saj niso nori. A veste, oni točno vedo, seveda so knjigo prebrali, te knjige se že po knjižnicah, pa te knjige že nekaj, ne vem, jih je že ogromno zunaj, mislim, da so jo prebrali, ampak oni točno vedo, če bi me napadli, recimo, Oni mene napadejo na sodiščih, recimo, jaz sem za 7 stavkov moral plačati, naša družina je plačala v zadnjih letih 50.000 € plus. Samo leta 2023 smo na koncu morali plačati zaradi enega stavka Jožetu Pirjevcu 10.000 €, ker so pač zlorabili pravosodni aparat. 22 nič proti meni, In seveda, pa tudi na univerzi in tako, vsaka moja reelekcija je povezana z neskončnimi težavami, Mi kršijo zakon in pri zadnji celo ustavo, enako varstvo pravic, vse dokumentirano, Ampak jaz se ne dam, zato ker vem, da je toliko in toliko ljudi, ki pa to želijo slišati, ki to želijo slišati, ker to je nekaj novega. In resnica je vedno nekaj novega in resnica obvezuje človeka, Tako da jaz nimam nobenih težav. Ta knjiga je knjiga na dolgi rok, ta knjiga se lahko čez 10 let prodaja, ko Goloba več nikjer ne bo, ker jaz pravim, Golob je samo eden v tej verigi. Pri Golobu se je to samo pokazalo na najbolj, bi rekel, očiten način, kako to gre, Drugače so te analize, ki so lahko, mislim, da se knjiga bo vse komaj zunaj, se je prišla konec aprila je prišla ven, kaj je danes je junij. Tako da jaz nimam nobenih, bi rekel, težav, Edina težava, ki je, da delujem pač v več območjih, pač na Hrvaškem pa pišem ravnokar mi je objavil diplomat pa poljski Tisol, tako da nimam časa, bi rekel, za to, da se samo izključno ukvarjam s Slovenijo. Bi bilo pa dobro, če bi se samo izključno ukvarjal s Slovenijo, pa se veliko ukvarjam s Slovenijo, Mislim, ta knjiga je dokaz tega, da mi gre za Slovenijo in da verjamem v Slovenijo. Če jaz ne bi verjel, da naš projekt bo uspel in da bi lahko, če bi odstranili novi razred in te, ki nam vladajo nam pa zgolj zato, da so na oblasti in da imajo denar, če bi to odstranili, bi Slovenija zaživela popolnoma drugače. Mi bi bili druga Švica. Če ne bi imeli Kučana, bi bili mi res druga Švica. Mi bi bili danes pred Avstrijo, zato ker v slovenskem človeku je neka neverjetna ustvarjalnost. Tako pa mislim, da imamo tako, bi rekel, premožne, po zaslugi premožne obrtnike, odkot mislite, da mi še živimo tako dobro, ne glede na vse oslarije, ki jih oblast dela in trošenje milijard, ki ga dnevno doživljamo. Zato, ker imamo tako pridne ljudi, ki to ustvarjajo. Odkot pa mislite, da imamo mi toliko športnikov, da smo rekorderji povsod, zato ker je nekaj v nas, da smo tudi državo dobili, Koliko držav pa ima toliko, bi rekel, nastali prvič leta 1991, pa ima 2 milijona prebivalcev na svetu. Jaz mislim, da jih ni veliko. In da je pravzaprav 30, Ja, če jaz ne bi imel te globoke vere, da se da premakniti, da je ljudi treba osvestiti. Dobro, tle tudi moj, bi rekel, moj temeljni, bi rekel, feler, ki je, da sem pedagog, Jaz vedno učim in vedno nekaj oznanjam in vedno nekaj prepričujem, Ampak, če ne bi imel te temeljne vere, ne bi knjige napisal, se mi ne bi pogovarjali, zakaj bi to delal. Pišem knjige v tujini, pa zdaj sem bil recimo ravnokar spet na hrvaški televiziji, pa drug teden sem spet in tako,
Tako da tudi, če bojo napadli, ta knjiga je zelo proti srbo-hrvaščini in proti tem, kar nam vsiljujejo Slovencem, ampak jaz sem na Hrvaškem bolj poznan kot v Sloveniji, zato ker je Hrvatov veliko več in ker tam nastopam v medijih in govorim stvari, pač, ki zadevajo Evropo in tudi Hrvate, ne. Tako da meni ne more nihče očitati, da sem slovenski nacionalist. To je nemogoče. To je nemogoče. Tudi recimo zato, ker je vsaj polovica mojih stvari napisana v drugih jezikih, ne. Nisem nacionalist, ampak sem kot Boris Pahor, imam rad to Slovenijo. Tista prejšnja je nekoliko pomagala, odprla očitno ljudem oči, pa upajva, da bo tudi ta današnja tokratna knjiga. Hvala lepa vam za vabilo.